Začnimo na slovenskih cestah, kjer se ne dogaja prav nič novega. Policija ima namreč slovenske ceste popolnoma pod kontrolo. Zgodilo se je pred 3 tedni na Dolenjskem, ko se je nekdanji komandir kranjske prometne policije s 3-krat prekoračeno dovoljeno mejo alkohola v krvi med Ivančno Gorico in Žužemberkom zaletel v drug avto. Po nesreči pijanih ljubljanskih kriminalistov in pijanem šefu mariborskih kriminalistov smo v letošnjem letu zabeležili že 3. primer pijanega policista za volanom. Pa smo šele marca. Ta glavnih pijanskih praznikov sploh še bloni, naše ceste pa so polne policajev, ki med vožnjo ne uporabljajo modrih luči, ampak modro frankinjo. In ne sam policaji. Pijana za volanom je bila tudi mursko-soboška tožilka Anica Šoštarič, ki je napihala več kot 2 promila. Čeprav, jaz pravim, da je njej nekako proščeno. Ker pa taki količini alkohola v krvi je bolj varno iti z avtom. Peš lahko padeš. Peš lahko padeš, folk. Ampak kaj se dogaja z našo policijo? Dajmo se zdaj ustaviti. Na cestah so pijani tisti, ki bi morali tako dejanje preprečevati. To je tako, kot bi ugotovili, da je večina učiteljev nepismenih ali pa večina nun nosečih. Kaj se dogaja tle? To je očitno nekaj povsem novega. To ni nič novega in nič novega ni tudi za sedanjo policijo in nič novega ni v primerjavi s tujino. To se dogaja v vseh policijah na svetu. Če vam jaz povedal, ko smo ga včas pili, to so materije. To so materije, te ljudje. Toneta smo privezali na ventilator. Torej ga policaji že od nekdaj pijejo, kar je nekako logično. Oni imajo mesečne kvote. To kazni morajo napisati. In če ne dosežejo kvot, pol pač napijajo enega od svojih, pa ga dajo za volan. Ej, Mirko, ne klič taksi, v redu je, pejt po Dolenjki, tam te na novem stavu. Pozor se, no, ta pijan policaj se pelje po Dolenjki. Pa smo zrihtali 500 € za državno blagajno. Ob takem številu pijanih policajev na slovenskih cestah je jasno samo to, da moramo spremeniti vse vice v policajih, ker oni več niso znani po tem, da so neumni, ampak po tem, da so pijani. Zato smo za vas že priredili 5 najbolj znanih policijskih vicev. Koliko policistov rabiš, da zamenjaš žarnico? Nobenga, ker pijan ne smeš na lojtro. Zakaj sta policaja vedno 2? Ker za špricer rabiš vino in radensko. Zakaj ima policaj v prtljažniku sekiro? Ker je nasekan. Kakšna razlika med policaji in teroristi? Teroristi ne pijejo. In še zadnji, kateri 2 živali ima policaj vedno s sabo? Lisice in mačka. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!